Nov vikend, nov pregled dogajanja na volan.si, kjer si zdaj že lahko ogledate čisto svežo oddajo Volan. Na spletu pa lahko preberete marsikaj zanimivega, med drugim smo objavili nove vohunske fotografije hitrega bavarca M2, ampak naslednje generacije. Še vedno bo imel pogon na zadnji kolesi, tako da ja, brez skrbi. Po napovedih pa bo vstopni model imel na voljo toliko moči kot aktualni M2 Competition, se pravi 420 konjev. Test ta navadnega lahko najdete tudi na volan.si. Odkrili smo tudi dva nova Peugeota 308 in 308 SV, še vedno oba odeta v kamuflažno folijo, zato da ne vidimo takoj vseh tistih oblikovnih linij, dokler ga uradno ne pokažejo. Baje bo na voljo tudi različica, ki bo malo bolj oddaljena od tal, se pravi, da bo neke vrste križanec, poleg tega, da jih nekaj že imajo v ponudbi. 308 in 308 SV pa bosta v prihodnji generaciji na voljo tudi s priključno hibridnim pogonom z 225 konji. Ujeli smo še posodobljena Seat Arona in Opel Grandland X, ki bo kmalu opustil črko X v imenu. Britanci pa so pokazali oziroma napovedali, da bo prišel tudi Land Rover Defender 130, se pravi, da bo imel daljše medosje, na voljo pa bo 7 oziroma 8 sedežev. Takšnega hočejo v Severni Ameriki, zato bo tam verjetno za pogon skrbel samo turbobencinski 8-valjnik, ki proizvede 525 konjev. Slabih 100 več pa imata Manhart MH3 600 in MH4 600, v bistvu predelana BMW M4 in M3. Na voljo je 620 konjev pri tistih najbolj brutalnih različicah in pa taki dodatki, da ga bo še res že na kilometer opazil, da gre za en hud avto. Felge so lahko črne ali zlate in tudi zlati dodatki so na voljo samo, če si res želite, tako da je lahko tudi v črni barvi, če so zlati preveč. V Formulo 1 pa prihaja nov varnostni Aston Martin Vantage, ki so ga tehnično posodobili, tako da ima zdaj 534 konjev in 684 Nm navora, zato se lahko do 100 na uro požene v 3,7 sekunde in bo na dirkah lahko v primeru česarkoli čim prej prišel na kraj, bog ne daj nesreče. Še vedno pa ni jasno, koliko moči bo imela nabrita Hyundai Kona N, ali bo 250 konjev, ali bo 275 konjev. Sam upam, da jih bo 275, Južnokorejci pa so zdaj pokazali že dražilne fotografije zakritega modela, tako da lahko vidimo vse tiste športne dodatke in trikotno zavorno luč na starejšem spoilerju zadaj. SsangYong je pokazal osveženi Rexton, pri Toyoti pa so napovedali prihod novega oblikovalskega jezika. Pokazali ga bodo v sredo in na podlagi tega bo najprej izdelan Aygo. Poleg tega pa so pokazali še tole posebno Supro in sicer v posebni izdaji Yarama Racetrack Edition. Na voljo jih bo samo 90, ampak Supra tudi v tej modri izgleda fantastično. Test pa lahko preverite na volan.si. Na volan.si lahko preberete tudi, kako dolgo bi v električnem avtomobilu preživeli, če bi obtičali v zastoju pri -27 stopinj, zraven pa še prve fure Volkswagena ID.3 in pa Suzukija Acros, oziroma Acros, ki ima 306 konjev. Kmalu tudi testa, več pa najdete na volan.si.